Lepo pozdravljeni na 8. predavanju letnika Inštituta za delavske študije na temo vojne. Danes je z nami dr. Sašo Furlan, politolog in tudi en od ustanovnih članov inštituta. Predaval pa nam bo tako o trgovinski vojni predsednika Trumpa, kot tudi o zgodovini mednarodnih trgovskih politik zahodnih držav. Tako da, Sašo, beseda je tvoja. Ja, hvala lepa za super uvod. Kot rečeno, govoril bom o trgovinskih vojnah, začel pa tudi končal bom v bistvu z aktualno trgovinsko vojno, ki jo je, kot bom poskušal pokazati, ne zdaj začel, ampak zgolj radikaliziral Trump, ko je napovedal rekordno visoke carine na uvoz blaga iz Kitajske, pa tudi iz ostalega sveta. In bom pač poskusil podati neko kritiko najpogostejših odzivov, recimo liberalnih komentatorjev ali pa ekonomistov, ki se v bistvu zgražajo nad tem, kako je lahko pač nek človek poteptal vsa osnovna načela na pravilih osnovanega reda, ki temelji na svobodni trgovini, pa na nekem spoštljivem odnosu do zaveznikov znotraj imperialističnega tabora. Potem bom preko par zgodovinskih primerov poskusil pokazati, da je uveljavitev mednarodnega reda svobodne trgovine vedno temeljila pač na vojaški in politični prisili in na pogojih, ki jih je pač vedno diktiral vsakokratni hegemon. V 19. stoletju je bila to Britanija oziroma Britanski imperij, v 20. stoletju so bile to Združene države Amerike. Poskusil bom tudi pokazati, da z ukrepi, ki jih trenutno uveljavlja Trump, pa naj bojo več tako iracionalni ali pa zmedeni ali pa kaotični, vendarle odgovarja na neka, pri tem ne gre enostavno za neka protislovja, ki bi nastajala v Trumpovi glavi ali pa v glavi njegovih svetovalcev v Beli hiši, ampak so v bistvu odraz nekih temeljnih protislovij kapitalističnega gospodarstva ZDA in širše tudi svetovnega kapitalističnega sistema. Če bo pa kdo najdel kako protislovje v moji argumentaciji, se bom pa tudi sklical na to, da je izraz protislovja samega kapitalističnega sistema. Na začetku bi sam pač na kratko povzel časovnico ključnih dogodkov v zadnjih par mesecih. Najprej so Združene države Amerike uvedle 25% carine na uvoz blaga iz Kanade in Mehike, uvedle tudi 20% začetne carine na uvoz blaga iz Kitajske, ampak to je bila samo neka predigra. 20. oziroma 2. aprila je pač pri tem tako imenovanem dnevu osvoboditve napovedal 10% osnovne carine na uvoz blaga iz vseh držav, pa tudi neke recipročne, tako imenovane recipročne carine na uvoz blaga iz približno 60 držav. Tukaj je tudi navedena formula za izračun stopnje recipročne carine. Avtor te formule ni znan, je pa najverjetnejši avtor ali ChatGPT ali pa glede na Trumpove svetovalce mogoče Grok. Skratka, Trump je ob napovedi teh carin enostavno napovedal, da so pač preračunali, kakšne so carine na izvoz ameriškega blaga, pa kakšne so recimo druge dodatne ovire, vključno recimo s kakimi manipulacijami deviznih tečajev, in na podlagi tega določil pač neko osnovno stopnjo carine, na kar je uvedel recipročno carino, ki jo je pač v bistvu razdelil z 2 oziroma pomnožil s 50%, tako da jo je za polovico znižal, zaradi tega, ker je prijazen do drugih držav. Ampak, kot je razvidno zdaj iz te enačbe, gre enostavno v bistvu za enačbo, ki izraža zunanji trgovinski primanjkljaj, ulomljeno z uvozom neke države, deljeno z 2. Ne bi se zdaj spuščal pač v neke tehnikalije, hočem samo reči, da pač v bistvu ta formula nima nobene veze z carinami ali pa zunanje trgovinskimi ovirami, ampak je enostavno sorazmerna z primanjkljajem, ki ga imajo Združene države Amerike z nekimi drugimi državami. In seveda ta formula je na nek način
zelo neumna, ampak ravno v tej neumnosti nekako naslavlja nek realen problem. Ne. Realen problem dejansko niso neke carine, ki bi jih na ameriški uvoz postavljale druge države, ampak so zunanje trgovinska neravnovesja, kot bom poskusil pokazati, ki so v bistvu posledica nekih strukturnih težav, s katerimi se sooča kapitalistično gospodarstvo. Zdaj, te carine so bile pač za nekatere države, kot so recimo Kambodža, Vietnam, zelo visoke, tudi Kitajska je dobila 34% carine na začetku, EU 20%, in takrat je že pač prišlo do neke panike na delniških trgih. Skratka, razne banke, zavarovalnice so začele prodajati vrednostne papirje. Kitajska potem napove povračilne 34% carine na uvoz iz ZDA, tudi omeji uvoz oziroma omeji izvoz nekih redkih zemelj, ki so zelo strateško pomembne za gospodarstvo ZDA, se uporabljajo recimo v visokotehnološki industriji, pa tudi v obrambni industriji. In 9. aprila potem ZDA dvignejo postopoma carine na rekordnih 145%. Ne. Takrat v bistvu zavlada neka panika na trgih obveznic Združenih držav Amerike, to je trg javnega dolga Združenih držav Amerike. Ne, in ko imamo pač neko recimo kapitalistično krizo, ne, ali pa vsaj ko nastopi neka velika verjetnost kapitalistične krize, zdaj neki makroekonomski indikatorji, recimo stopnje zaposlenosti, rasti, učinki bodo na tej ravni vidni šele čez recimo pol leta ali pa še dlje čez eno leto. Ne? Ampak recimo na delniških trgih in na obvezniških trgih so pa te spremembe vidne pravzaprav takoj. Ne? In ko nastopi panika, najprej začne finančni kapital razprodajati delnice in se, če panika ni prevelika, v bistvu umakne na obvezniške trge. Torej začne kupovati ameriški zunanji dolg, kupuje obveznice ameriške, ker so tretirane te kot varna naložba. Ampak, če je panika prevelika, ne, pa začnejo razprodajati tudi to. In v bistvu to se je zgodilo recimo marca 2020, ko je nastopil COVID, pa zgodilo se je še enkrat zdaj, ne, ko je Trump eskaliral to carinsko oziroma trgovinsko vojno. In takoj zatem, ko je prišlo do te panike, je Trump, medtem ko je verjetno čist mirno spal, pač prvič pomežiknil in uvedel oziroma napovedal 90-dnevno zamrznitev carin, v bistvu za vse države, razen za Kitajsko. Ne. Kitajska je potem odgovorila z povišanjem carin na ameriške izdelke na 125%, ne, in takrat je pa v bistvu tudi ponovno nastopila neka panika na obvezniških trgih. Bom poskušal tekom predavanja razložiti tudi, zakaj je to toliko pomembno. In ko je prišlo ponovno do te panike, do bega kapitala, je v bistvu kapitalistični razred nekako Trumpu signaliziral, da je šel tukaj predaleč, in ponovno smo imeli takoj zatem 90-dnevno premirje. Kitajska pa ZDA sta se v bistvu dogovorili za to, da pač začasno, ne trajno, pač znižata carine na zdaj 30% v primeru ZDA, pa 10% v primeru Kitajske. Zdaj, nek osnovni argument na carine je, da gre pač tukaj za nek davek na potrošnjo, ki podraži uvoz, poceni izvoz in s tem v bistvu zmanjša zunanje trgovinski primanjkljaj. Ne. Skratka, če mi uvedemo davek na uvoz nekega blaga, potem bo pač blago, ki ga mi prodajamo na domačih trgih, primerjalno cenejše. In pol bojo tudi po tem blagu več povpraševali in bojo s tem spodbujali industrijsko proizvodnjo domačo. Ne. To je osnovna neka teorija. In v bistvu carine so v zelo različnih teoretskih tradicijah in tudi različnih kontekstih zagovarjali različni avtorji. Ne. Zdaj tukaj sem namenoma navedel 3 imena, ki so iz popolnoma različnih tradicij. Ne. Friedrich List je bil nek nemški reakcionarni, konzervativni zagovornik te zaprte ekonomije nemške v 19. stoletju. Alexander Hamilton je bil prvi finančni minister ZDA. Samirja Amina verjetno pač tudi poznate, ne, kot teoretika svetovnih sistemov, ki je zagovarjal recimo tudi v določenih kontekstih carine kot povsem legitimno sredstvo zaščite
domače industrije, recimo v perifernih državah, pred negativnimi vplivi zunanjega oziroma svetovnega kapitalističnega trga. Zdaj, neka liberalna kritika, ki jo lahko beremo v časopisju, vse od recimo Financial Timesa, Der Spiegla pa do Mladine, je, da gre pač tukaj za nek grob napad na osnovna načela povojnega mednarodnega reda, ki pač temelji na prostem pretoku blaga, storitev in kapitala, in ta red so vzpostavili recimo ta splošni sporazum o carinah in trgovini iz leta 1974, ki je bil tudi predhodnik Svetovne trgovinske organizacije. Hkrati ga pa kritizirajo tudi kot nek napad na osnovna in tudi neizpodbitna načela ekonomske znanosti in ponovno je največkrat omenjena recimo Ricardova teorija primerjalnih prednosti. Zdaj, tukaj sem zbral dva citata iz Mladine, ki sta bila dva članka objavljena v zadnjem mesecu, in sicer Borut Mekina pravi takole: Britanec David Ricardo je ekonomist, ki je dokazal, da se globalizacija vsem splača. Zaslovel je s konceptom primerjalnih prednosti. Če se posamezne države specializirajo v izdelavi različnih stvari, glede na svoje naravne vire, bla, 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 je trdil, leta 1817 bodo na koncu pridobili vsi. In potem še nek članek iz Der Spiegla, ki so se ga pač v Mladini čutili dolžni prevesti, kjer pravi pač tale komentator takole: ekonomski nauki se ne ponašajo z naravoslovno zanesljivostjo, kot na primer fizikalni zakoni, tako da tukaj odraža zdravo mero kritike do meščanske ekonomije, ampak kljub temu pa nekateri sklepi veljajo za neizpodbitne. Mednje spada tudi izjava, da profitirata oba, ki trgujeta med seboj. Skoraj ni resnega ekonomista, ki bi podvomil o tej modrosti. Med politiki jih najdemo več, najbolj znan primer pa je ameriški predsednik Donald Trump. Zdaj, spoznanje, da mednarodna trgovina pripomore k večji blaginji, je ena temeljnih modrosti ekonomije. Pripisujejo jo britanskemu ekonomistu Davidu Ricardu. Zdaj bomo pač samo na kratko šli čez nek učbeniški prikaz meščanske teoretske tradicije mednarodne menjave in začne se pri Adamu Smithu v Bogatstvu narodov, kjer je leta 1776 v bistvu razvil, oziroma vsaj taka je zdaj neoklasična interpretacija Smitha, teorijo absolutnih prednosti v menjavi, torej pravi, da država naj se specializira za proizvodnjo in trgovino tistih dobrin, ki jih lahko proizvede z absolutno nižjimi stroški. Ricardo je pa v načelih politične ekonomije in obdavčenja v bistvu razvil teorijo primerjalnih prednosti, ki pa v bistvu povzeta v enem stavku pravi, da naj se država specializira za proizvodnjo in trgovino tistih dobrin, ki jih lahko proizvede z relativno nižjimi stroški. Zdaj, in tukaj vidite te številke, imamo nek tak učbeniški primer dveh trgovin, iz katerega ugotavljamo, ali se trgovina splača. Zdaj vidimo, Portugalska za proizvodnjo ene enote tkanine porabi 90 ur, za proizvodnjo ene enote vina 80 ur, Anglija za tkanine 100 ur, vino 120 ur. Zdaj, po Smithovi teoriji absolutnih prednosti je Portugalska bolj učinkovita pri proizvodnji obeh blag, torej se ji menjava ne splača. Ricardo pa pravi, da Portugalska, kljub temu, da ima pač absolutno prednost pri obeh, oziroma Anglija, kljub temu, da ima absolutno, v bistvu, da je absolutno zadaj pri obeh blagih, vendarle mora Portugalska izbrati proizvodnjo vina, Anglija pa tkanine, zaradi tega, ker ima Poljska v bistvu največjo relativno prednost pri vinu, Anglija pa najmanjši relativni zaostanek pri tkaninah. Tako da Portugalska pač naj ostane agrarna država, Anglija pa lahko nadaljuje z pač svojim pohodom kot vladajoče industrijske velesile v 19. stoletju.
Zdaj, če Portugalska utemeljuje se pa to pač z oportunitetnimi stroški. Tukaj pač sem dal nek enostaven izračun. Torej, če Portugalska proizvede 1 enoto tkanin, se odpove proizvodni 1,125 enote vina. Če proizvede 1 enoto vina, se pa odpove 0,89 enotam tkanine. Tako da za Portugalsko je pač manjši oportunitetni strošek, če proizvaja vino, kot pa če proizvaja tkanine. In tukaj iz tega izhaja, pač trgovina se vedno splača. Tudi če je ena država absolutno najslabša v vsem, ima še vedno korist od trgovine, če se pač specializira za to, v čemer je relativno najmanj slaba. To je ta pač večni nezmotljivi nauk. Zdaj, iz katerega izhaja pač tudi argument proti carinam. Skratka, če država uvede zaščitne carine, umetno poceni domačo proizvodnjo, pa podraži izvoz, kar pa vodi pač v alokacijo virov v panoge, kjer država nima komparativne oziroma primerjalne prednosti, to pa pač potem poveča oportunitetne stroške in proizvede pač neke neoptimalnosti. Zdaj, Ricardova teorija primerjalnih prednosti je pač v različnih različicah, tako rekoč splošno sprejeta vsaj v neoklasičnem kanonu sodobne ekonomije, pač pri avtorjih, kot so Samuelson, Mankiw, Krugman, to so pač neki avtorji tako najbolj branih učbenikov na svetu, ali pa pač tudi najbolj vplivni ekonomisti, recimo v primeru Krugmana danes. Zdaj, temeljijo na predpostavki mobilnosti blaga, pa ne mobilnosti delovne sile in kapitala. Zdaj videli bomo, da je ta predpostavka malo problematična in v bistvu oziroma iz te teorije sledi, da zaradi avtomatičnega mehanizma prilagajanja dolgoročna trgovinska neravnovesja v bistvu niso možna. Zdaj, to se lahko pokaže na 2 primerih. Če imamo fiksni devizni tečaj, nek povečan izvoz privede do pritoka denarja v določeno državo, ker za izvoz pač dobimo denar, ampak ker se s tem poveča količina denarja v obtoku, potem po kvantitetni teoriji denarja, ki je sicer napačna, ampak se ne bi zdaj v to spuščal, privede do inflacije. Inflacija podraži stroške delovne sile in s tem v bistvu zmanjša konkurenčnost izvozne industrije in s tem se v bistvu potem presežek avtomatično prevesi v primanjkljaj. In na drugi strani se primanjkljaj avtomatično prevesi v presežek. Če imamo pa drseče devizne tečaje, potem pa povečan izvoz terja tudi povečanje povpraševanja po valuti, v kateri so denominirani te izvozni izdelki. In če se poveča povpraševanje, zraste v bistvu devizni tečaj, kar spet v bistvu primerjalno podraži te izvozne izdelke in zaradi tega v bistvu ta država spet postane manj konkurenčna, njen presežek se prevesi v primanjkljaj in pač obratno, primanjkljaj se prevesi v presežek oziroma vse se na koncu lepo izravna. Zdaj, Anwar Shaikh je nek marksistični ekonomist, ki je v bistvu razvil pač neko kritiko. Zdaj, tako je v tej neki osnovni Ricardovi teoriji je predpostavka enostavno ta, da je mobilno samo blago oziroma da obstaja sam prosti pretok blaga, medtem ko nekatere novejše teorije, majčkeno bolj sofisticirane, predpostavljajo tudi prost pretok kapitala. Zdaj, takoj, ko v enačbo v bistvu tukaj vključimo kapital, se v bistvu pride do tega, da se primanjkljaj neke države na tekočem računu plačilne bilance lahko pokrije z uvozom kapitala. Zdaj, tekoči račun plačilne bilance enostavno prikazuje neto izvoz neke države, torej razliko med tem, koliko izvozi pa koliko uvozi. Kapitalski račun plačilne bilance pa isto prikazuje za kapital, koliko kapitala pač v obliki nekega denarja gre ven iz države in koliko ga gre noter. Zdaj, v vseh primerih se nekako izhaja, da so pač razlike med državami, izhodiščne razlike pač v osnovi določene pač z razlikami v produktivnosti, pa tudi stroških delovne sile. Zdaj,
pri tej teoriji, če dodamo pač gibanje kapitala, se v bistvu odliv denarja iz določene države s trgovinskim primanjkljajem lahko zmanjša njeno likvidnost in v bistvu poviša obrestno mero. Skratka, v državi z trgovinskim presežkom denarni priliv poveča likvidnost in zniža obrestno mero. Kapital se v bistvu zato lahko začne seliti iz držav s presežkom, kjer so obrestne mere nizke, v države s primanjkljajem, kjer so obrestne mere pač višje. Torej, enostavno to pomeni, da neka država, ki več izvaža kot uvaža in ima torej zunanji trgovinski presežek, za ta izvoz dobi tudi dodaten denar, ampak ne pomeni, da bo zdaj to povečanje denarja v obtoku povzročilo inflacijo, zaradi tega, ker ta denar izvozi v obliki kapitala, izvoz v drugo državo. Na ta način se v bistvu tudi v pogojih predpostavke svobodne trgovine krog sklene in pač izhodiščne razlike se tukaj reproducirajo. Ne pride do nobene izravnave zunanje trgovinskih neravnovesij, ampak se te pač ohranjajo in reproducirajo. Zdaj, potem teorije, recimo neenake menjave, teorije svetovnih sistemov grejo potem pač še dlje. Mislim, ta Šaikova kritika je v bistvu nekako imanentna kritika, ki sprejme predpostavko svobodne trgovine. Če v bistvu vzamemo v zakup še, da pač trgovina ni svobodna v tem smislu, ampak je vpeta v neko hierarhično strukturo svetovnega kapitalističnega sistema, ki se pač deli na center in periferijo. Zdaj ne bi se pač spuščal v detajle teh teorij, ampak hkrati tudi teoretiki, kot so recimo Amin, trdijo, da do neenake menjave pravzaprav ne prihaja zdaj zaradi neke nepoštene trgovine ali pa carin, čeprav je tudi to lahko pač nek pomemben faktor, ampak je to v bistvu strukturna lastnost kapitalističnega sistema, ki v bistvu izkorišča razlike v produktivnosti dela, pa cenah delovne sile, skratka nizkih plač na periferiji za prenos presežne vrednosti. Skratka, zaradi različno plačane cene delovne sile in različne produktivnosti lahko pač periferija oziroma praviloma panoge iz periferije na svetovni trg dajejo izdelke, ki so primerjalno cenejši, hkrati, ki so primerjalno cenejši od recimo primerljivih izvoznih izdelkov centralnih držav in na ta način pride do neke redistribucije presežne vrednosti iz periferije v center svetovnega kapitalističnega sistema. Zdaj bi se pač ustavil pri nekem prvem, najprej zgodovinskem primeru. Tukaj sem si pač dovolil kar v angleščini prilepiti en citat iz Engelsovega teksta iz leta 1888, ker ni pač preveden, gre pa za v bistvu nek komentar Marxovega govora. Marx je imel leta 1848 v Bruslju nek govor, govor v bistvu na nekem kongresu svobodne trgovine. Engels je 40 let potem podal pač nek komentar, ki se mi zdi pač zelo dobro napisan in se tudi v današnjih razmerah zelo dobro bere. Zdaj, ključna poanta tukaj je, da je bil sam nastanek industrijskega kapitalizma v 19. stoletju utemeljen na neki protekcionistični politiki zaščite domače proizvodnje s carinami in pa tudi z zelo selektivno, kot bomo videli, politiko svobodne mednarodne trgovine. In tudi, kako Engels pač pravi, da gospodarski hegemon svobodno trgovino podpira, preden začne svobodno trgovino podpira, ko začne pač dominirati in dokler dominira v svetovni trgovini. Takoj, ko pa začne izgubljati svoj primat, se pa začne zatekati k protekcionizmu oziroma zagovarjati ukrepe, kot so carine. In ta vzorec lahko opažamo v recimo Angliji konec 19. stoletja in tudi v ZDA konec 20. stoletja. Zdaj, Engels poudari še to, da se svetovni red svobodne trgovine v 19. stoletju vzpostavi
pravzaprav z vojno. Ne. In nek zelo pomemben ekonomski aspekt napoleonskih vojn je v tem, ne, da je v bistvu Napoleon je hotel kontinentalno Evropo zaščititi pred britansko konkurenco. Ne. Z kontinentalno zaporo je v bistvu prepovedal trgovino med celinsko Evropo pa Veliko Britanijo. Ne. In cilj je bil v bistvu izčrpati britansko gospodarstvo, ki je temeljilo na izvozu blaga po vsem svetu. Ne. V odziv na Napoleonovo zaporo je pa potem Velika Britanija razglasila pomorsko blokado vseh francoskih pristanišč in tudi pristanišč njenih zaveznic. Ne. In s tem je želela preprečiti v bistvu dostop Franciji do surovin, pa do kolonialnih dobrin in tudi pač financ. Ne. Ker je imela pač Velika Britanija nekoliko močnejšo mornarico, je bila njena blokada tudi učinkovitejša od francoske zapore. Ne. In pol, ko je pač Napoleon s svojim neslavnim pohodom na Rusijo, tudi vojaško v bistvu propadel, se je vloga Velike Britanije, ne, kot trgovske velesile še dodatno zacementirala. Ne. Zdaj, kljub temu je bil pač skozi celo 19. stoletje sistem svobodne trgovine zelo selektiven. Ne. In ta selektivnost je bila tako geografska kot v bistvu časovna. Ne. Zdaj, Anglija je od leta 1815 do leta 1846 svojo v bistvu kmetijsko proizvodnjo ščitila z carinami preko tako imenovanih žitnih zakonov, corn laws. Hkrati je pač svojim kolonijam, ne, vsiljevala svobodno trgovino. Ampak spet ne, recimo od kolonij je zahtevala popolno odsotnost restrikcij uvoza v recimo britanskega uvoza, ne, v kolonije, medtem ko je od kolonij hkrati zahtevala, da uvedejo carine na recimo uvoz francoskega blaga ali pa pač blaga kakih njenih konkurentov. Ne. Zdaj, hkrati imamo pa neko časovno selektivnost. Ne. Skratka, Anglija do nekje polovice 19. stoletja uvaja protekcionistično politiko, ko pač si utrdi položaj hegemona, začne pač celemu svetu pridigati svobodno trgovino, ko se ta njen položaj pač nekako ošibi, ko pridejo na svetovno sceno močni konkurenti, ne, predvsem so to tukaj ZDA in pa Nemčija, ne, pa začnejo pač ponovno uvajati protekcionizem, carine in kakšne druge ukrepe. Zdaj, če preidemo malo bolj v aktualne primere, ne, skratka, tudi ta sodobni mednarodni red svetovne trgovine se vzpostavi pač z vojno oziroma serijo dveh svetovnih vojn, tekom katerih pač Združene države Amerike utrdijo svojo politično, vojaško in tudi gospodarsko prevlado. Zdaj, tukaj pride do nekega prehoda tudi v sami naravi imperializma, ne, ki jo recimo piše tudi Samir Amin. Lenin je recimo pisal v začetku 20. stoletja o imperializmu, v okviru katerega so se nasprotujoči imperialni bloki pač trgovsko in potem med prvo pa drugo svetovno vojno tudi vojaško spopadli med sabo, ne. Medtem ko pride po drugi svetovni vojni po Aminu, ne, do neke spremembe, v kateri se kolektivni imperializem Zahoda enostavno združi pod vodstvom Združenih držav Amerike. Ne. Združene države Amerike pa lahko prevzamejo ta položaj, ker so pač med vojno popolnoma vojaško uničile svoje nasprotnike, tako predvsem Japonsko pa Nemčijo, ne. Hkrati si je pa v bistvu gospodarsko, ekonomsko podredila recimo Veliko Britanijo pa Francijo, s tem, da je že med vojno kredite Veliki Britaniji pogojevala z odpravo vseh ovir v trgovini, ne, pač odprava vseh britanskih recimo trgovskih ugodnosti ali v kolonijah, ne, ali pa ovir za ZDA in druge sile na kolonialne trge. Ne. Zdaj,
ZDA so recimo med vojno ščitile svojo proizvodnjo z izredno visokimi carinami, ne? Danes se, malo je narobe napisan, ja, ampak danes se spet omenja Smoot-Hawley Act, ne? V okviru katerega so Združene države Amerike že tako visoke carine, ne? Ki so v povprečju znašale okrog 38%, za okrog 20,000 izdelkov dvignile na 60%. Ne? Skratka, po koncu, oziroma že proti koncu druge svetovne vojne, so pa Združene države Amerike postale pač glavni zagovornik mednarodne svobodne trgovine. Ne? In takrat je bil sprejet tudi Bretton Woodski sporazum leta 1944, kjer se je vzpostavil mednarodni sistem s fiksnimi deviznimi tečaji, ne, pač vrednost dolarja je bila vezana na vrednost zlata, vrednost vseh drugih valut je bila pa vezana na vrednost dolarja. Hkrati so bile uvedene pač neke restrikcije na gibanje kapitala, medtem ko so z splošnim sporazumom o carinah in trgovini zelo liberalizirali trg blaga in storitev. Ne. In s tem se v bistvu vzpostavi, ne, ta aktualni mednarodni denarni red. Bomo še malo kasneje natančno to pokrili. Zdaj to je pa graf, ki prikazuje gibanje profitne stopnje v Združenih državah Amerike po drugi svetovni vojni. Zdaj, zakaj pač profitna stopnja? Marx v bistvu profitno stopnjo definira kot neko stopnjo dobička oziroma presežne vrednosti na celotni vloženi kapital, torej na kapital, ki je vložen tako v konstantni kapital, torej stroje, kot tudi v variabilni kapital, torej delovno silo. Ne. Zdaj, v kapitalistični družbi, kjer prevladuje profitni motiv, ne, kapitalisti ne proizvajajo in trgujejo zato, da bi pač proizvajali neke uporabne vrednosti, ampak zato, da bi svoje izdelke prodali na trgu in pri tem realizirali določen profit. V takem sistemu pač profitna stopnja določa stopnjo akumulacije kapitala, oziroma če hočete stopnjo investicij. Ne. S tem, ko določa stopnjo produktivnih investicij, pa določa tudi raven zaposlenosti, pa vlaganja v stroje, tehnologijo in tako dalje. Ne. In zato tudi recimo različni sodobni marksistični teoretiki, ki delajo tudi recimo dobre empirične analize, recimo Robert Brenner, Michael Roberts, profitno stopnjo pojmujejo oziroma uporabljajo kot nek temeljni indikator recimo zdravja določenega kapitalističnega gospodarstva. Ne? In zdaj vidimo tukaj lahko iz tega grafa, da se profitna stopnja po letu 1965 v bistvu začne strmo spuščati. Ne? In če preidemo na naslednji graf, se v bistvu te strukturne težave, ki nastopijo zaradi padca profitne stopnje, ne, ki povzroči neko zaostajanje oziroma pač zmanjšanje akumulacije investicij, se odrazi tudi na trgovinski bilanci Združenih držav Amerike. Zdaj tukaj v bistvu prikazuje ta graf trgovinski presežek, ne, oziroma trgovinski primanjkljaj, ki so ga imele ZDA z vsemi državami, torej z celotnim svetom. Ne. In kot vidimo, tam nekje do 70 let ZDA konstantno beležijo zunanje trgovinske presežke, ne, kar je pač odraz neke premoči njene izvozne industrije. Zdaj, po 60 letih, ne, pa v bistvu začne kopneti ta presežek na tekočem računu plačilne bilance ZDA in se prevesi, ne, kot vidimo, v zelo velik primanjkljaj. Zdaj, takrat pride potem tudi do padca sistema Bretton Woods, ne. Predvsem profitna stopnja pada, izvozna industrija peša, ZDA se soočajo zelo hudo konkurenco nemške in japonske izvozne industrije in takrat Združene države Amerike prvič v zgodovini postanejo neto uvoznica blaga, torej prvič v zgodovini začnejo beležiti, ne, primanjkljaje trgovinske. Zdaj, za financiranje tega primanjkljaja potrebujejo v bistvu vedno več dolarjev, ne? In morajo kopičiti tudi vedno več dolga, torej izdajati vedno več obveznic. Ne? In ko je enkrat količina dolarjev, ne, ki je izhajala iz zunanje trgovinskega primanjkljaja, oziroma s katero so poskušali financirati, ne, ta zunanje trgovinski primanjkljaj,
presegla vrednost zlatih rezerv, ni bilo več možno vzdrževati fiksnega tečaja med zlatom pa dolarjem, ne. In takrat je Nixon brez kakršnega koli posvetovanja s komerkoli unilateralno pač napovedal ukinitev konvertibilnosti dolarja v zlato in s tem zrušil povojni sistem Bretton Woods, ne. Skratka, prišli smo v sistem iz sistema fiksnih v sistem drsečih deviznih tečajev in hkrati so bile ukinjene tudi vse kapitalske kontrole, ne. Torej, prehajamo iz režima, ki je temeljil na svobodnem pretoku blaga in storitev in kapitalskih kontrolah, v režim, kjer imamo tako svobodni pretok kapitala in tudi blaga in storitev. Zdaj, kot vidimo, se tako v nadaljevanju, ne, po 70 letih te težave ZDA sam še kopičijo, dodatno akumulirajo. Zdaj, po 70 letih ZDA sistematično kopičijo vedno večje in večje zunanje trgovinske primanjkljaje. Ne, kot vidimo, se zdaj ta primanjkljaj ZDA iz tako okrog nič, ne, leta 70 zviša na približno bilijon, ne, oziroma 1000 milijard dolarjev danes, ampak pač za čuda pa ni zdaj tukaj opaziti kakega ricardovskega mehanizma, ki bi to avtomatično izravnaval. Hkrati začne v tem obdobju tudi močno naraščati javni dolg ZDA, ki se pač iz okrog 30%, ne, leta 1980 dvigne na okrog 120% zdaj. Zdaj, kako je možno, ne, da država, ki v bistvu, katere industrija, ne, postane v bistvu toliko nekonkurenčna, ne, ki beleži takšne zunanje trgovinske primanjkljaje, ki kopiči toliko javnega dolga, še vedno ohranja recimo dominacijo, ne, položaj hegemona v sodobnem sistemu. Zdaj, kot rečeno, ne bi se mogli po ricardovski teoriji, ne, v taki situaciji preko pač sistema prilagajanja deviznih tečajev ta protislovja sama, oziroma ti antagonizmi sami razrešiti, ne, in izravnati, ne. Če pa upoštevamo, ne, kakor smo prej rekli, poleg pretoka blaga še pretok kapitala, pa v bistvu postane jasno, da se lahko ta zunanji trgovinski primanjkljaj, ki ga kopičijo Združene države Amerike, pokrije pač z uvozom kapitala, ne. Skratka, zdaj ZDA po 70-ih sistematično beležijo trgovinske primanjkljaje. To bi v običajnih razmerah lahko povzročilo neko krizo ali pa oslabilo dolar kot recimo državno valuto, ampak vse te države, ne, ki pa na drugi strani beležijo zunanje trgovinske presežke, so pač Kitajska, predvsem Japonska, Nemčija, vlagajo pač nazaj ta denar, ki ga dobijo od izvoza, porabijo za to, da kupujejo ameriške delnice in za to, da kupujejo ameriške obveznice, ne, kar z drugimi besedami pomeni, da financirajo proračun ZDA, javni dolg Združenih držav Amerike, ne. Tako da ravno zaradi tega, ne, potem se ohranja tudi vloga dolarja kot svetovne rezervne valute, ne. Povpraševanje po dolarjih se ravno zaradi tega sistematičnega odkupovanja obveznic pa vrednostnih papirjev ohranja in ohranja. Zdaj, hkrati je to sistem, ne, v katerem lahko Združene države Amerike absorbirajo vse presežke preostalega sveta, ne, in hkrati pač tudi omogočajo, da na drugi strani, ne, se neravnovesje ohranja, brez da bi prišlo do neke akutne krize, ne. Zdaj, če preidemo naprej, zdaj do leta 2000, ne, sta bili glavni konkurentki, kot sem rekel, Združenih držav Nemčija pa Japonska, ne, in so ZDA z njimi kopičile tudi največje trgovinske primanjkljaje, kar lahko vidite na tem grafu, ne. Zdaj, tukaj imamo še en graf, ki pa prikazuje vrednost dolarja proti jenu in marki. Kažem ga zato, predvsem, ker se danes, ne, pač v bistvu neko zgražanje nad
Trumpom usmerjal to, da tudi proti svojim zaveznikom, ne, recimo EU, Kanadi, Mehiki, ne, v bistvu, da tudi proti njim postopa pač z neko grobo silo in jih sili v pač neke ukrepe, ki naj ne bi bili značilni za predhodna obdobja. Zdaj, neko da prej pač ne bi bilo nekega političnega izsiljevanja, prisile in tako dalje. Zdaj, že prej sem omenil pač Nixonov šok, ne, takrat so ZDA pač enostavno unilateralno, leta 1971, brez kakršnega koli posvetovanja z drugimi zavezniki, ne, v imperialističnem taboru, povojni svet, povojni ekonomski red, pač monetarni red, no, enostavno obrnile na glavo. In tudi recimo, ko je v 70-ih letih Japonska avtomobilska industrija postala premočna konkurentka ameriški, je leta 1981 v bistvu Japonska ZDA podpisala nek voluntary export restraint, ne, s katerim se je Japonska sama, ne, velikodušno, brez kakršnekoli prisile, odrekla izvozu avtomobilov v ZDA. Zdaj, velja pa omeniti še nek tak poseg na monetarnem področju, ne, ki ga je leta 1985 izvedel Ronald Reagan. Ne. Zdaj, kot lahko vidite tukaj na tem grafu, je tam nekje po letu 1980 močno narasla vrednost dolarja proti jenu in marki, ne, kar je oslabilo izvozno ameriško industrijo. Ne. In takrat je Reagan enostavno pač vse zaveznike, od Japonske, Nemčije, tudi Francije, Velike Britanije, prisilil v podpis sporazuma o Plazi. Ne. To je Plaza Accord, s katerim so bile pač primorane vse te države apreciirati svoje valute v razmerju do dolarja in s tem pač oškodovati pač svojo izvozno industrijo. Ne. Skratka, tukaj, kot vidite, ne, je po letu 1985 prišlo do velikega padca dolarja, ne, in to je učinek pač tega političnega ukrepa. In devalvacija, ne, recimo dolarja, ima v bistvu iste učinke, skoraj iste učinke kot carine. Ne. Pač devalvacija isto podraži uvoz, ne, ki je denominiran v valutah, ki so zdaj dražje, pa poceni izvoz, ne, ki je zdaj denominiran v dolarju, ki je postal pač cenejši. Ne, in recimo za Japonsko je imel ta sporazum zelo pogubne posledice. Ne. Po eni strani so se soočale z dodatnimi težavami na področju industrijske proizvodnje, hkrati je pa zaradi apreciacije jena prišlo do velikega pritoka kapitala, ki je pa potem v bistvu napihnil nepremičninske in premoženjske balone, ki so počeli, in Japonska se v bistvu, bi lahko rekli, še vse do danes ni pobrala, ne, od tega šoka. Tako, zdaj, po 90-ih letih pa v bistvu na prizorišče svetovnega trga pride neka velesila, ki je pač Združene države Amerike ne morejo tako enostavno ne obravnavati na enak način kot svoje pač politično in vojaško podrejene zaveznice, ne, kot sta EU pa Japonska. Ne, zdaj, kot vidimo na grafu, okrog leta 2010 Kitajska postane največja industrijska sila na svetu, pri čemer se v bistvu razkorak med Kitajsko, ne, ki se hitro vzpenja, pa ZDA in Evropa, ki industrijsko nazadujeta, samo še zelo hitro povečuje. Zdaj, to se seveda pač odraža tudi na tekočem računu plačilne bilance ZDA. Ne, zdaj iz grafa je razvidno, da poleg EU in Mehike pa Kanade, ZDA največji trgovinski presežek beleži Kitajska, oziroma tisto, kar se na kitajskem računu kaže kot presežek, ne, se zdaj tukaj na računu ZDA kaže kot primanjkljaj. Ne. In iz tega razloga so že administracije pred Trumpom uvajale številne protekcionistične ukrepe proti Kitajski. Ne. Obama je na primer uvedel carine na uvoz sončnih panelov in gum iz Kitajske, Biden je ohranil praktično vse ali pa večino carin, ki jih je v prvem mandatu uvedel Trump.
in jih je pol lani tudi dodatno razširil. Ne. Recimo Biden je bil tisti, ki je uvedel 100% carine na kitajske električne avtomobile, na baterije, na polprevodnike in sončne panele. Ne. Hkrati je pa uvedel tudi restrikcije izvoza naprednih tehnologij na Kitajsko. Ne. Takrat so pač uvedli recimo omejitve najbolj naprednih mikročipov, pa tudi opreme za izdelavo mikročipov. Zdaj, ko sem poskušal pokazati, se tudi ta aktualna trgovinska vojna umešča v nek širši kontekst strukturnih težav svetovnega kapitalističnega sistema, pa posebej kapitalističnega gospodarstva ZDA, ki beleži pač neko krizo profitabilnosti, pa kopiči zunanje trgovinske in javnofinančne primanjkljaje. Zdaj, kapital se običajno, ne, da bi preprečil padec profitabilnosti, zateka k različnih strategijam, ne, ki obsegajo vse od povečanja stopnje eksploatacije do outsourcinga proizvodnje, ne, v regije s cenejšo delovno silo, ali pa napihujejo borzne in nepremičninske balone, ali pa se, ne, seveda zatekajo k protekcionizmu. Ne. In zdaj, ključni namen teh carin je tukaj prenos nekega bremena krize profitabilnosti na rivalske kapitalske sile, ne, predvsem pač tukaj v primeru ZDA na Kitajsko in EU. Ne. Tako da bi se zdaj vsaj deloma trgovinski primanjkljaj, ki se zdaj financira z javnim dolgom in pa uvozom kapitala, financiral enostavno pač z davki, ne, ki jih ZDA poberejo od uvoza, torej od carin. Ne. Zdaj, seveda, to pomeni tudi, da te carine same po sebi nikakor ne rešujejo nekih strukturnih težav in protislovij kapitalističnega gospodarstva, ampak zgolj nekako redistribuirajo in geografsko premeščajo njegove učinke. In zdaj tukaj se kaže pač tudi neka meja modela akumulacije kapitala, ki je prevladoval konec 20. pa začetek 21. stoletja, temeljil predvsem na izkoriščanju poceni delovne sile na periferiji strani kapitala iz centra, ne, ker se je proizvodnja, ne, skozi recimo konec 20. stoletja množično selila recimo, ne vem, na Tajvan, Kitajsko, jugovzhodnoazijske države, je prišlo tudi do internacionalizacije dobavnih verig, ne, in sprva so recimo na Zahodu močno podpirali in tudi aktivno spodbujali integracijo Kitajske v svetovno trgovino, ne, in v globalne verige vrednosti. Vstopila je tudi leta 2001, ne, Kitajska v svetovno trgovinsko organizacijo, ne. Ampak in upali so, ne, pač, da se bo Kitajska nekako vključila v svetovni sistem kot v bistvu del periferije oziroma pol periferije. Kljub temu, ne, se pač Kitajska v 20. stoletju izoblikuje v neko razmeroma samostojno tehnološko in pa industrijsko velesilo in tudi plače na Kitajskem zelo močno narastejo. Ne. Skratka, Zahod ne more več izkoriščati Kitajske kot praktično, ne, recimo poleg Indije, največjega bazena poceni delovne sile, ker pač kitajska delovna sila pač ni več cenena. Hkrati se začnejo potem zaradi vseh teh političnih pritiskov, ne, globalne dobavne verige fragmentirati in politizirati. Ne. To je recimo najbolj razvidno pri kakšni proizvodnji mikročipov, ne, ali pa recimo redkih zemelj v nedavnem času. Okay, zdaj, od tega trenutka se tudi Kitajska nekako iz konkurentke, ne, spremeni v neko sovražnico, ne, celo v eksistenčno grožnjo zahodnega kapitala, ne, ampak hkrati je Kitajska v bistvu država, od katere so ZDA, ne, tekom 90. let pa začetka 20. stoletja postale eksistenčno odvisne. Ne. Zdaj, to pa tudi Kitajski v aktualni trgovinski vojni daje nek zelo velik vzvod moči. Ne. In iz strukture ameriškega uvoza recimo je razvidno, da so ZDA v strateško najpomembnejših panogah, ne, recimo visokotehnološka industrija in pa obramba, ne, življenjsko odvisne od uvoza iz Kitajske. Ne. Pač recimo uvažajo ogromno mobilnih telefonov, računalnikov in dodatne opreme, električne in industrijske opreme. Zdaj, to je pač nek uvoz, ki ga
ki je pač strateško pomemben za ZDA, ampak ga hkrati ZDA ne morejo zlahka nadomestiti, ne, z izvozom recimo drugih držav. Medtem ko na drugi strani Kitajska pri ključnih, ne, strateških surovinah ostaja v manjši meri odvisna od ZDA. Ne. Zdaj tukaj vidimo, največ uvaža Kitajska recimo kmetijske izdelke, ne, kot so recimo neka žita, oljna semena, pa recimo nafta in plin. To so vsekakor strateško izjemno pomembne dobrine, ampak dobrine, ki jih Kitajska pač lahko dobi tudi kje drugje. Ne rabi nujno Združenih držav Amerike za uvoz pač nafte ali pa pač semen. Ne. Seveda obstaja, mislim, ni za podcenjevati, ne, tudi odvisnosti Kitajske od ZDA, ne, ampak vsem se zdi, da ima tukaj Xi v rokah neke malo boljše karte kot Trump, ne, tudi recimo pri zelo pomembnih, strateško pomembnih kategorijah, recimo polprevodniki in komponente, vidimo, ne, da Kitajska kljub sankcijam zelo hitro dohiteva Zahod. Ne. Zdaj, neko drugo orožje, recimo temu, ki ga ima v rokah Kitajska, je pa seveda tudi ameriški javni dolg. Ne. Zdaj, kot vidimo, je Kitajska tretja največja imetnica ameriškega dolga, ne, v lasti ima okrog 80 milijard evrov ameriških obveznic, ne, in zdaj prodaja teh obveznic bi lahko pač povzročila, ne, velik padec vrednosti teh obveznic, ne, če pade vrednost obveznic, narastejo donosi na obveznice, kar pomeni, da je zadolževanje Združenih držav Amerike postane pač dražje, težje je refinancirati javni dolg. Ne. Zdaj, če bi prišlo do neke sistematične, ne, razprodaje ali opuščanja ameriških obveznic, bi pa to dejansko tudi ogrozilo status dolarja kot rezervne svetovne valute. Ne. Zdaj, kot smo prej rekli, ne, te zunanje trgovinski primanjkljaji se financirajo z uvozom kapitala, ne, ki gre na trge delnic in na trge obveznic. Ne. Skratka, Amerika je, oziroma ZDA so eksistenčno odvisne, ne, od tega, da pač tuje države držijo pač njen zunanji dolg. Ne, seveda se, tudi če ne bi tuje države pokupile dolga ZDA, bi lahko ameriška centralna banka enostavno natisnila denar in pokupila ameriške obveznice, ampak v tem primeru bi pa prišlo do inflacije. Ne, tako da situacija tukaj ni nedolžna, ne, in brez potencialnih problemov. Zdaj, če zaključim, sem že, ja, no, ne predolg, ampak dolg. Ta trgovinska vojna pač ima neko razredno dimenzijo, ne. V bistvu gre, ne, za nek boj za redistribucijo presežne vrednosti na treh različnih ravneh. Ne. Zdaj, prvič, ta aspekt sem že poudaril, gre za redistribucijo vrednosti med rivalskimi kapitalskimi silami na mednarodni ravni. Ne. Skratka, ZDA poskušajo stroške krize prenesti na uvoznike iz tujine, tako da jih obdavčijo s carinami. Zdaj, hkrati gre pa tudi za neko redistribucijo vrednosti med različnimi frakcijami kapitala. Ne. Zdaj, ne pravim, da je to željeni ali namerni učinek teh tarif, ne, imajo pa pač, trdim pa, da imajo pač take učinke, ne, in že Engels, ne, je recimo pisal o tem v tistem zelo dobrem komentarju, ne, da carine povzročajo konflikte med različnimi frakcijami kapitala. Ne, zdaj, najbolj očiten konflikt je bil v času žitnih zakonov med zemljiškimi lastniki, ne, ki so v bistvu zagovarjali carine na uvoz kmetijskih izdelkov, pa industrialci, ne, ki so jih potem vsaj na koncu 30. pa 40. letih, ki so nasprotovali carinam. Ne. Ampak tudi industrialci imajo lahko različne, mislim, carine na njih lahko različno vplivajo. Ne. Na nekoga, ki ima zelo velik delež izvoza, bo carina lahko pač delovala pač blagodejno, medtem ko pač tudi neka industrija, ki je v zelo veliki meri odvisna od uvoza, ne, bodo pa carine podražile uvozne izdelke in bo to tudi slabo vplivalo na njega. Ne. Zdaj,
danes se isto ne kaže po eni strani razdor med izvozno industrijo, ne, ki v bistvu vsaj načeloma ne, koristi uvedba carin, ker pač zniža ne, recimo vrednost dolarja, naredi pač izvozne izdelke manj konkurenčne, pa podraži ne, uvoz tujih konkurentov. Ne. Ampak hkrati je pa ta ukrep slab, ne, recimo za finančno aristokracijo oziroma ne, finančni kapital in za visokotehnološka podjetja. Ne. Ona so pa pač finančno odvisna od visoke vrednosti dolarja. Ne. Če pač dolar depreciira, se razvrednoti njihovo premoženje, ne, ki ga imajo pač v različnih oblikah fiktivnega kapitala od recimo delnic in drugih vrednostnih papirjev. Ne. Zdaj se tudi pač recimo nekako ideološko potem odraža ta spor med različnimi frakcijami, med kakimi bolj konzervativnimi MAGA republikanci, pa bolj temi tehno-libertarci, kot je Elon Musk, ne, ki mu v bistvu carine škodijo, ne, tudi on bi rad pač prodajal Tesle na Kitajskem, pa rabi pač, ne vem, mikročipe in druge izdelke iz Kitajske. Ne. Zdaj, tretjič in zadnjič, ne, gre pa tudi za redistribucijo vrednosti od delavskega razreda k kapitalističnemu razredu. Ne. Zdaj, že Marx je v tistem svojem govoru iz leta 1848 poudaril, tukaj v bistvu je opisoval predvsem to zgodnje obdobje nastanka kapitalizma, čist konec 18. stoletja, da so takrat carine v bistvu služile kot sredstvo ekspropriacije neposrednih producentov in tudi v tem primeru gre pravzaprav za to, ne, pač Trump je poleg uvedbe carin napovedal tudi zelo drastične davčne reze, ne, predvsem na davke na kapital, pa davke na dohodke. In zdaj s tem je v bistvu vir iz nekega progresivnega davka, ne, zamenjal z virom iz nekega regresivnega davka. Zdaj, ne, davek na dohodek je recimo progresiven v tem smislu, da revni plačajo davek po manjši stopnji, ne, bogati plačajo po višji stopnji. In če znižamo ta davek, ne, bomo v največji meri seveda koristili bogatim, ne, v najmanjši meri revnim. Zdaj, če pa uvedemo davek na potrošnjo, ne, kot je recimo, tudi DDV ali pa pač carino, bodo pa v največji meri nastradali najrevnejši, predvsem zaradi tega, ker oni tudi, prvič zato, ker se ta davek plačuje po isti stopni za vse, ne, pač tako revež kot bogataš ali tako kapitalist kot delavec ga plačata v istem znesku, drugič pa tudi zato, ker v bistvu delavec oziroma reven delavec predvsem je primoran praktično večino svojega dohodka potrošiti. Ne. On nima ne, denarja, s katerim bi lahko varčeval, enostavno ga je prisiljen porabiti za tekoče potrebe, ne, torej za hrano, pa za pijačo, pa za najemnino. Ne. In v tem smislu je za revne, ne, carina ali pa drug davek na potrošnjo vedno večji, ne, delež njihovega dohodka, kot pa za recimo bogate. Ne. Tako da v tem primeru gre tudi za redistribucijo denarja od revnih bogatim oziroma ne, od delavskega razreda k kapitalu. In s tem zaključujem. Najlepša hvala, Sašo. Zdaj pa odpiramo prostor za vprašanja oziroma razpravo. Če bi se kdo prijavil k besedi. Ok, ja, če jaz začnem. Tle mi je malo, mislim, zanimivo mi je recimo Michael Roberts ful zdaj po tej celi sceni argumentira nekako nesmiselnost Trumpove pač politike v smislu tega, da so carine lahko smiselne za neko gospodarstvo v razvoju, v industrijskem razvoju, medtem ko ZDA kot neko pač, mislim, globalni hegemon, mu pa neka taka politika lahko ne glede na pač
to, kar si pač zdaj pokazal, ne, v končni fazi lahko samo škoduje nekaj takega, ker bi take carine povzročile pač prehud padec standarda pač prebivalstva in v končni fazi tudi zelo povečale stroške dejanskim pač podjetjem, ki rabijo pač vse neke stvari uvažati. Ne. Zdaj ne vem, mislim, kako ocenjuješ nasploh, a je kaj racionalnega v teh carinah, ali je bil to rahlo nor poskus? Ne? Ja, jaz mislim, da sem poskušal pokazati, da racionalno jedro teh ukrepov obstaja, ampak zgolj v smislu, da naslavlja nek dejanski strukturni problem. Ne bi si pa upal trditi, da so racionalne recimo v svoji izvedbi. Zdaj, mislim, da je celo, kot rečeno, kot smo rekli, kot smo rekli, pač carine, kot je rekel že Engels, carine prinašajo razdor v kapitalistični razred, zaradi tega, ker so pač učinki asimetrični. Zdaj, racionalna politika carin bi zaradi tega tudi upoštevala pač neke specifike, recimo glede specifičnega blaga. Skratka, ne uvedeš kar enotne carine na vse izdelke, ampak glede na neko pač industrijsko strategijo razvoja, ki jo imaš, ki je lahko tudi pač čisto progresivna, v bistvu določiš pač carine, ki ščitijo pač neko točno določeno panogo. Ne uvedeš pa pač carine za drugo panogo, ki bo pač zaradi uvedbe te carine samo prizadeta. Tako da jaz mislim, da kot sem omenil, recimo že Amina, on je pač povsem upravičeno zagovarjal recimo carine kot neko taktično orodje, predvsem za države v periferiji, da se po potrebi pač zaščitijo, in isto zagovarja tudi Roberts, zaščitijo proti negativnim vplivom svobodnega trga. Torej pač jaz itak nekih političnih stališč do tega, ali so carine dobre ali ne, same na sebi v bistvu, mislim, jih ni smiselno zavzemati. Pač carine imajo različne učinke v različnih okoliščinah, v različnih gospodarstvih. In kot taktično orodje so lahko legitimne, uporablja se jih, mislim, treba jih je pa ocenjevati tudi glede na to, glede na specifično situacijo in tudi na način, na katerega so uvedene. In ja, tukaj moram priznati, da pač dejansko je težko najti racionalno jedro, ker recimo, če gledamo Corn Laws, sem omenil, žitne zakone, tam je bilo pač precej jasno, zakaj so bili zemljiški veleposestniki za te carine, ker pač so imeli v lasti produkcijo žita, ki je bilo pač s tem zaščiteno pred tujo proizvodnjo. Medtem ko, trenutno ni točno, v bistvu, ni zelo jasno ali pa ni lahko ugotoviti, katera frakcija kapitala je tukaj pač na strani Trumpa pri sprejemanju pač teh ukrepov, ki jih sprejema. Tako da jaz bi rekel, da gotovo naslavlja pač nek dejanski problem, ampak v izvedbi proizvaja ogromno nekih, ko bi rekel, iracionalnosti, ne samo iz vidika pač nekega zunanjega kritika, ki zavzema recimo stališče, delavskega razreda, ampak pač tudi iz vidika celo kapitala, iz vidika ameriškega kapitalističnega gospodarstva. Strukturna racionalnost, kot si pokazal, ima v bistvu daljšo časovnico kot Trump. Trump vseeno predstavlja nek političen dogodek, ki ne vem, zgleda kot da nima kontinuitete, ampak je pač star 12 let ali koliko,
ko nasledi Obamo, pa ne vem, odstop od tistega iranskega sporazuma, mu Iranci rečejo, mislim, so Iranci tako malo, mislim, presenečeni. Taka sprememba zunanje politike se zgodi samo, ko je revolucija. Ne? Mi pa tle skozi govorimo, skozi radi poudarjamo, kako je Trump samo, ne vem, mislim, znotraj ameriške politike koherenten, pa smiselen, pa ne vem, pa simptom nečesa, kar se dogaja. Tako da me zanima, če bi mogoče, torej, to, kar si na zadnje govoril, rivalske frakcije znotraj kapitalističnega razreda, a bi lahko ugibali kaj, kar se je dogajalo mogoče pred zadnjimi 12 leti, da je spremenil ali pa da je nekako rezultiral v vseeno zelo izraziti spremembi zunanje politike ZDA, ali pa mogoče ne vem, ali pa ne vem, te zgodovinske ali pa spremembe v 20. stoletju so vse imelo neko ozadje tudi organiziranega delavskega razreda, pa me zanima, a bi danes lahko tudi govorili o kakšni, ne vem, kakšni dejavnosti, torej kakšnega drugega razreda, razen kapitalističnega, ki so v ozadju teh sodobnih političnih dogodkov. Ja, zdaj ne vem, mislim, poleg teh, recimo temu zelo dolgih strukturnih težav, ki sem jih pač probal nekako locirati v 60. leta, pač padec profitne stopnje in potem sistematično kopičenje zunanje trgovinskih pa javnofinančnih primanjkljajev, je potem pač še en zelo specifičen razlog v 21. stoletju, in to je pač Kitajska. Tudi to sem pač hotel posebej naglasiti. Zdaj, Združene države Amerike se nikoli pač v svoji zgodovini niso soočale z konkurentko, ki bi bila pač toliko močna, tako pač politično kot gospodarstvo, kot je Kitajska. Zdaj, kot vidimo, kot sem pač poskusil pokazati, je z Japonsko ali pa recimo Nemčijo in drugimi državami znotraj svojega tabora lahko pač ravnala tako pač skladno s tem, kar sta bili, pač neenakovredni partnerici znotraj imperialističnega tabora, medtem ko Kitajske enostavno ni mogla obravnavati na tak način. In zdaj, seveda pač Trump recimo ni prvi predsednik, ki bi pač v bistvu na nek tak eratičen način sprejemal tako na videz, oziroma ne samo na videz, saj dejansko pač nore odločitve, ampak recimo Nixon je bil tudi po karakterju pač zelo podoben Trumpu, pač nor je bil, pač ne vem, poglejte si kakšne pač posnetke ali pa kak dokumentarc o njemu, in kot sem recimo omenil, leto 71 pač lastnoročno povzroči nek šok, ki je pač se mi zdi večji od tega šoka, ki ga je trenutno povzročil Trump. Zdaj, kdo je v odzadju recimo tega Trumpa čisto v smislu razredne kompozicije? Tukaj prav, imamo v bistvu, na eni strani so tukaj pač finančni kapital in recimo tako big tech, ta neka v bistvu precej protofaši, libertarna ideologija ljudi, kot so, ne vem, Elon Musk ali pa pač imamo še večje lunatike, kot so Peter Thiel pa Alex Karp, to so taki pač težki zionisti in ne vem, tech lordi, ki ne skrivajo pač svojih fašističnih prepričanj, ampak jih pač javno zagovarjajo. Na drugi strani imamo pa pač tudi neko to pač bolj recimo konzervativno, nacionalistično strujo recimo republikanske stranke, ki jo pač zastopa recimo nek ta bolj kmetijski sektor, pa recimo tako industrijski kapital, in tam je v bistvu pač, kaj pa vem, največ neke mogoče podpore tej carinski politiki, ampak ne vem, v resnici, kot sem rekel, v bistvu imam težave zdaj prepoznati neko jasno razredno strukturo
ali pa neke jasno izražene interese, oziroma bi pač rekel, ja, da dejansko je v Trumpovem krogu ogromno pač nekih ljudi, ki zastopajo različne frakcije kapitala, ne, in ne vem, ven pač pride potem nekaj, kar ne bo pač popolnoma všeč niti enemu, niti drugemu, ali pa se pač spremeni iz dneva v dan, ne glede na pač naravo odločitev, kot jih ponavadi recimo Trump spreminja, tako da dobimo pač neko zmedo, ne, ampak vseeno, no, mislim, da ja, zmeda nekako dejansko odraža pač konflikt interesov znotraj samega kapitalističnega razreda, no. Pač se vem, da ima malo težko gledati stvar ločeno, ampak je pač dobro, ameriška pač celoten sistem, ki se je postavil po drugi svetovni vojni, je v zadnjih desetletjih privedel do vzpona Kitajske, ampak če gledamo abstrahirano zadevo, pač model imej visok primanjkljaj, s tem izvažaj dolarje, uvažaj jih nazaj, tako da prodajaš dolg pa delnice. Ampak sam ta model, ki smo gledali potem pač ta krivuljo ameriškega javnega dolga, tudi limite sam po sebi, ali ne bi to lahko šlo v nedogled? Pač, če ti večaš primanjkljaj, lahko toliko več se zadolžuješ, toliko več dolarjev naprintaš. Ja, mislim, zdaj bi rekel, ja, neskončno verjetno pač ne gre, ne, zdaj verjetno že sam, mislim, nekako je tudi iz čisto zgodovinskih empiričnih podatkov razvidno, da recimo, če gledamo samo profitno stopnjo, ne, ko na določeni ravni profitna stopnja, se o tem Michael Roberts zelo veliko piše, ne, ko profitna stopnja privede do tega, da dejansko pade masa profitov, je to ponavadi nek dost učinkovit oziroma dober indikator, da bo nastopila neka kriza. Zdaj, druga stvar so potem povezana, ne, ampak pač na nekako mednarodno raven razširjena plat tega problema, so pa potem zunanje trgovinski in pa javnofinančni primanjkljaji. Tam pa seveda, dokler bodo obstajale države, ne, ki bodo pripravljene pač svoje presežke reinvestirati v ameriške obveznice, ne, do takrat se bo lahko, pač vsaj do neke mere, vzdrževala, ne, če bodo tudi drugi pogoji izpolnjeni, hegemonija ameriškega dolarja in s tem ameriškega kapitalističnega gospodarstva. Zdaj tukaj, ne, mislim, da trenutno, ne, kljub vzponu Kitajske, vloga dolarja ni, vsaj zaenkrat še ne pod vprašajem, ampak kljub temu, ne, recimo Kitajska, pa ne samo Kitajska, recimo Rusija, Iran, tudi druge države iz BRICS-a, ne, že počasi recimo nadomeščajo ameriške obveznice z recimo obveznicami drugih držav. Kitajska recimo zelo veliko kupuje japonske obveznice, pa kupuje zelo veliko zlata. In isto delajo tudi recimo Rusija in druge države, ne. Sploh potem, ne, ko so Združene države Amerike po izbruhu oziroma eskalaciji, ne, vojne v Ukrajini recimo zamrznile enostavno pač sredstva, ki jih je imela Rusija, ne. Rusija je imela pač ogromno sredstev v centralnih bankah ZDA in enostavno, ne, pač so bila ta sredstva zamrznjena in takrat, ne, od takrat naprej tudi Rusija na veliko recimo akumulira zlato, ne, ker ve, da pač recimo ne more biti zlato podvrženo sankcijam, ne, skratka se umikajo iz nekako postopoma iz tega dolarskega sistema, ne. Zdaj, če lahko recimo, in pač pa ni Rusija edina, ne, tudi recimo v Venezueli, pa Iranu, pa Afganistanu, ne, so recimo Združene države Amerike pač enostavno tako vzele denar, to je to. Mislim, tudi po čisto standardih buržoaznega mednarodnega prava, to ni nič drugega kot pač kraja, ne. Skratka, in to je nekako dodatno spodbudilo države na periferiji, da so začele iskati alternative dolarjev, ne. Še zmeraj dolar ostaja pač daleč najbolj uporabljena valuta, tako za poravnave v mednarodni trgovini, še zmeraj obstaja trg obveznic, daleč najbolj likviden trg, ne, od vseh
valut ali pa pač potencialnih konkurentov dolarju, ampak ne, imamo pa nek počasen trend teh držav iz BRICS-a, ki iščejo alternative. Ne. In če bi se ta trend pač nadaljeval, bi dejansko lahko ta sistem bil ogrožen. Ne. Vprašanje iz publike. Poglejmo pa jaz postavljeno vprašanje, tisti graf, ki sem ga pokazal, ameriškega dolga, ne, vemo, da je pač Amerika danes enormno zadolžena, je bila pa na tem grafu v bistvu ena krivulja, ki je kazala, da je bilo v 50 letih procentualno gledano na BDP so bile ZDA v bistvu enako zadolžene kot danes. Kdo je pa takrat v bistvu, kdo je posedoval ta ameriški dolg? To bi mogel pogledati. Tukaj so bile verjetno to druge. Mislim, prvič, eno so zunanji lastniki dolga, drugo so notranji lastniki dolga. Zdaj, velik delež dolga Združenih držav Amerike, tudi danes, so v bistvu domači lastniki. Ne. So pač, je finančni kapital, so razne zavarovalnice, so razni hedge skladi, so banke in drugi akteri, ki kupujejo ta dolg. Ne. Drugi del dolga pa držijo pač neke tuje države oziroma natančneje centralne banke teh tujih držav. Ne. Danes, kot smo pač prej videli, največ tega dolga držijo pač Japonska, potem Velika Britanija, recimo Kitajska. Zdaj, natančnih podatkov za leta 1950 nimam, ampak če bi mogel ugibati, bi bile to države, kot so recimo Velika Britanija, pa Francija, deloma verjetno potem tudi Japonska in Nemčija, ko sta se pobrali po porazu iz konca druge svetovne vojne, ker v bistvu drugih velikih akterjev na svetovnem prizorišču tam ni bilo. Ne. Pač Sovjetska zveza je bila de facto izključena iz sistema svetovne trgovine, ne. Kitajska takrat ni bila še nič, ne, ker pač še ni bilo niti Maota zares. Ampak, tako, če ne vem dejanskih podatkov, ampak to bi bil moj guess. Ok, še zadnja priložnost za kakšno vprašanje ali pa komentar. No, če ne, pa smo potem povabili, da se nam pridružite spet naslednji teden, ko nam bo predaval Marko Kržan. Za konec pa mogoče še da nas povabim, da donirate kakšen evro placu, ki nas že nekaj let prijazno gosti in se vam pa zahvaljujem za udeležbo danes.